tiče teh debat, ki so, bom rekla, takšne, ki našo družbo razdvajajo na pol, se mora ena in druga stran spet zavedati, kje določene meje so. Ko govorimo o abortusu, vemo, kaj pravi slovenska ustava. In če nekdo zastopa drugačno stališče, ima seveda pravico do tega drugačnega stališča, nima pa pravice obsojati žensk, ki abortus naredijo, ker jim tega slovenska ustava in zakonodaja dopušča. Tam so pa meje. In to, kar se je zgodilo v tem gibanju, recimo zdaj, ko so šli ljudje pred ginekološko kliniko in ženske, ki so šle na abortus zaradi kakršnihkoli razlogov že zmerjali z morilkami in s transparenti, prostite, tam se pa meni tudi neha. Če dovolite, ni bilo nobenih transparentov. Ne v parlamentu. Jaz govorim zdaj o dogodkih izpred 3 tednov, vi govorite o dogodkih, ko so oni 2-3 leta starja. Jaz komentiram, pred porodnišnico Ljubljansko ni žaljivih transparentov, ampak samo ljudje molijo za mamice, za očete in za... Ne molijo doma. Zakaj morajo to delati pred porodnišnico in izvajati... Sem pogledal, Saša, tukaj je meja, ne? V slovenski ustavi je tudi napisana svoboda zbiranja, svoboda zbiranja tudi na teh vrednoti pluralizma, širokširstva pa strpnosti in tudi na te izmenjave različnih stališč. In tudi, da nekdo izraža svoje mnenje, naprimer, da je proti abortusu, da je iz življenja od spočetja naprej pred neko bolnišnico, naj to počne. Naj to počne. Kaj s tem narobe, Nataša? Pa kaj, zdaj smo demokratična družba. Zdaj si ti jemeš pravičo, da boš nekoga pač označila za to in to, zato ker pač demonstrira za nekim transparentom pred bolnišnico. To je pač svoboda zbiranja, s katerim pač nekdo izraža svoje mnenje o določeni zadevi. Ampak kje boš potem ti postavil meje? Kaj, če bodo naslednjič bili, ne vem, če bodo na ceste prišli ljudje in bodo začeli zagovarjati nekaj drugega, ker je tudi mogoče v družbi nesprejemljivo. Jaz ti samo govorim, da se nimamo pravice na tak način s protesti, z ne vem kakšnimi grobimi besedami pogovarjati o zadevah, ki so v Sloveniji legalne in ustavno niso sporne. Nataša, tu je srčika demokratične družbe. Evropsko sodišče vedno vztraja na stališču, da svoboda izražanja pa svoboda zbiranja ne varuje samo neke pozitivne, dolgohodne zadeve, pa govore, varuje tudi žaljive govore pa izražanja, ki vznemirajo in prizadenajo prebivalstvo. Tudi takšno izražanje in zbiranje je dovoljeno. In da nekomu prepoveš, tudi tukaj meje so. In če pogledajo mi kakršnekoli definicije, če prej, ki si mi vprašal, kaj Svet Evrope pravi o sovražnem govoru, zelo jasna je definicija. Sovražni govor je vsaka oblika izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem in druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje nestrpnost, izraženo z agresivnim nacionalizmom ali ekscentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, migrantom ali osebam z migracijami. Tukaj mešamo jabolke s sluškami. Lahko za konca povem. Tukaj imamo debato, Nataša. Jaz sem navajen spremljati take debate. Kje dokument skušaš če želiš? Tega ne delam. Svoboda izražanja pomeni pa že lahko posameznik sama pa skupaj izraža svoje mnenje, bolj si na zasebno ali pa na javnem kraju. Če nekdo pač se ne strinja s tem, da posameznik imajo pravico, da svoje lahko tudi o tem demonstrira, dokler sam oziroma skupina posameznikov ne poziva k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti. S tem, da nekdo demonstrira pred bolnišnico, še ne kaže svoje nestrpnosti do tiste, ki mislijo drugače. Ampak kaj? Izraža svojo ustavno pravico do zbiranja, ki je srčika pluralistične družbe. Kaj pa želijo? To je težava. Takšna stališča so težava v slovenski demokratični družbi. Ne, to je pluralizem. To je pluralistična družba in svobodna družba. Ravno prej smo se na začetku strinjali s tem, da meje nekje so. In meje v redu, jaz nimam nič proti svobodi izražanja, popolnoma nič. Govorim pa o razmerah in situaciji v družbi, ko so določene stvari že družbeno sprejemljive in jih nekdo poskuša pokazati za družbeno nesprejemljive. In mi odpiramo neke teme, ki smo jih mi leta nazaj razčistili. Pri abortusu recimo, kaj se dogaja na Irskem? Kam ženske z Irske hodijo na abortus? Izrazito katoliška država, nimajo pravice do svobodnega odločanja rojstev. Hodijo v Anglijo. Kaj se dela na Poljskem?
Marsikakšna država nima sprejete take ureditve, kot jo ima Slovenija, a lahko dokončam. Ampak potem, če neko pravilo, če neka družba dopušča, zakaj potem z nekimi demonstracijami ustvarjati popolnoma drugačen odnos do nečesa, kar je z ustavno ureditvijo v Sloveniji dopustno? Se prevečujem, to je točno tisto, kar sem omenil pred 10 in 15 minutami. V Sloveniji se glede določenih vprašanj, glede katerih je družba razdeljena, želi ustvariti monopol nad pravilno razlago določenih ustavnih pravic. In to tvoje sliši ravno tako. Seveda ne. Spravi, če je splav dovoljen v slovenskem pravnem redu, oziroma če se življenje začne v slovenskem pravnem redu od rojstva naprej, to še ne pomeni, da ljudje, ki imajo drugačne stališče, ne smejo tega stališča izražati javno in zasebno. Pravno to si rekla, oziroma demonstrirati pred bolnišnico. Tam je meja. Ti zaradi mene lahko opiši strokovne analize, izražaj se, ne pa pritiskati na posameznice pred kliniko, ki hodijo tam. To je druge vrste pritiske, Erne. To je vsem druge vrste pritiske. Ja, v redu, se ne strinjam. Meja je samo v tem, da to niso nobene morilke. Da bi tale debata lahko še trajala. Pač niso. Niso morilke. Ne, niso. Pred kliniko izražajo svoje mnenje, molijo... Zakaj ga ne izražate kje druge? Ne molijo. Zakaj ravno tam? Gospod Litlan Černič je že pojasnil, tako da zdaj bi dala še besedo občinstvu. Prosim, bodite kratki, koncentrirani. Hvala.